Dober večer. Jaz bom povedal samo eno pesemco, prav pesemco, kratko, da bo več časa. Še za druge stvari, pa tudi, ker je edina, ki se mi zdi, da se tega tiče, o čemer se danes tukaj govori, da sem jo napisal, se mi pa tako, meni se zdi, da je problem tega sveta, pa te levice, v tem, da se še zmeraj fiksira na delo. Mislim, jaz sem bral, ko sem bil otrok, Neznanček v Sončnem mestu, pa te reči, pa sem si zmeraj predstavljal, ko je toliko zautomatiziran, da v manj dela, pa da v več se ljudje bolj z umetnostmi ukvarjali. Zdaj pa v bistvu se mi zdi, da dokler se bomo toliko na delo fiksirali, se ne smemo čuditi, če nam delavce desnica fašistična prevzema. Se mi zdi, da je bistvo, da ljudje niso revni, bistvo je, da so ljudje kreativni, bistvo je, da so, treba je vedeti, da je veliko dela škodljivega, tako za tiste, ki delajo, tako ker za to, kar je narejeno, mislim, delo samo po sebi, bi jaz rekel, ni vrednota. Predvsem pa živimo v enem svetu, kjer je denarja, jaz nisem šel prav preverjati, sem mislil, sem narobe razumel, 97% denarja je fiktivnega. So te finančni trgi, živimo v bistvu v enem pravličnem svetu. In sem napisal, ko sem to videl, da je to res, da 97% denarja nima realne podlage, sem takole napisal, 97% denarja je namišljenega, kar pomeni, da domišljija je že zdavnej zmagala. In tudi proizvodni sektor, ki se hvali, da je realen, je utemeljen na denarju, ki je v bistvu imaginaren, ker delnice so tak odmik, da ni več jasen, kdo je lastnik, za stiske ljudi noben ni kriv, sistem se je pač tako razvil, da iz take snovi, kot so sanje, je stkano tudi vse naše sranje. Iz take snovi, kot so sanje, je stkano tudi vse naše sranje. Kupujemo več zgodb kot uporabnih stvari. Poznamo več fiktivnih kot resničnih ljudi. Namest pravičnega nam vlada pravličen svet, ki ga je zelo težko podreti, ker je na njem, nam vlada pravlični red, ki ga je zelo težko podreti, ker je na njem zgrajen naš svet. In princi in princeze imajo ne le vplivne zveze s pravličnim bogastvom vred, imajo tudi pravličen ugled. Normalen človek se več ne more zadolžiti, pravličen svet pa živi še naprej na svoj kredit. In če bi vsi stopili naenkrat na realna tla, bi najbrž bila ogrožena civilizacija, ker 97% denarja je namišljenega, to pomeni, da domišljija je že zdavnej zmagala. A če lahko verjamemo v pravličen socialen, oziroma če lahko verjamemo v pravličen finančen red, lahko verjamemo tudi, da se splača boriti za bolj pravičen in socialen svet. Takole je ta pesem, hvala lepa. Hvala, Roza. Vsekakor upamo, da bi se teh 97% fiktivnega denarja kdaj tudi v realnosti komu pokazalo.